Narcisi. Dajmo preboliti mi te narcise, premaknemo se naprej. Zakaj? Ker bo to za nas bolje. Jaz se ne vem. Mogoče pa to veliko maščevanje. Mogoče, ker so včasih moški lovili in iskali čarovnice, danes ženske lovijo in iščejo narcise. Prepričana sem, da ste se vsi že kar močno naposlušali o narcisih. Najverjetneje, če ste se s tem vsaj malček ukvarjali, pa čemu prisluhnili, kaj prebrali v zvezi s tem, ste verjetno pomislili, a sem to jaz? Ker v vseh opisih, ki narcise opisujejo, verjemite, lahko najdete vsaj nekaj lastnosti, katere nosi v sebi vsak izmed nas. Eno so narcisi, poljudno rečeno, drugo je pa narcisoidna motnja. Ključna razlika med nekom, ki ga mi tako zelo radi in hitro označimo, etiketiramo za narcisa, in med resnično narcisoidno motnjo, je to, da pri nekomu z narcisoidno motnjo lahko odkljukamo popolnoma vse kvadratke in pozor, naj vas to ne zavede. Lahko jih tudi še pri kom drugem. Ampak kar je med njima največja in glavna razlika je to, da poljuden narcis je nekdo, ki je zadovoljen s sabo, ki ga radi označimo kot samovšečnega, samozadostnega, samozavestnega. Ampak on ima tudi neko ozadje, zaradi česar si to lahko privošči. Resnično ima na nekaj biti ponosen. Je v ozadju neko vloženo delo, trud, čas, energija, akcija, pozornost, karkoli. Vse vrednoti in ceni, ker se za nekaj ima vrednotiti in ceni. Narcisoidna motnja je pa kot prazna lupina. Naokrog vse umetno postavljeno, ampak v resnici se lahko vsak hip sesede sama vase. Odkljukani vsi kvadratki, vse karakteristike, samo da brez utemeljene, tehtne, realne, oprijemljive osnove. Ta oseba, za razliko od poljudnega narcisa, resnično nima kaj pokazati in tudi nič ne počne v tej smeri. Ne vlaga energije, časa, truda, volje, pozornosti, akcije, kakršnegakoli dela. Samo zatrdno verjame, da nekaj je, pa čeprav ni, in tudi nič za to, da bi bilo ne naredi. Naprimer, ali se strinjate z mano, če rečem in povem, da obstajajo področja dela, obstajajo vloge, poklici, ko enostavno nekdo v vlogi sive miške tega ne bi mogel izvajati, početi, zagotavljati in dostavljati. Je res? Torej potrebujemo v določenih profilih ljudi te karakteristike narcisa. Kdo bi sicer na določenih področjih našel dovolj moči, poguma, zagona, motivacije, da bi nekaj izvajal, česar ne morejo izvajati in početi vsi? Kakšen poklic vam na primer pade na misel ob tem mojem vprašanju? Veliko jih je, verjemite. Zaradi tega se tudi razlikujemo. Nekdo reče, jaz pa tega ne bi mogel početi. To bi bilo pa mene preveč strah. To moraš biti pa mečka nor, da to počneš. Jaz si pa nisem toliko všeč. Jaz pa zamrznem, ko sem pred ljudmi in ne morem nič povedati. Jaz imam pa preveliko tremo. Vsak je za nekaj. Ampak zakaj moramo potem za tiste, ki za nekaj so, kazati s prstom? Potem takem bi lahko kazali s prsti na vse. Če ste do zdaj bili eni izmed tistih, ko bi kakšnega narcisa najraj utopili v žlici vode, kaj pa če bi pomislili, da vsi tisti, katere ne tlačite pod to kategorijo, pravzaprav določa izjemno pomanjkljiva samozavest in slaba samopodoba? Dajmo preboliti mi te narcise, premaknemo se naprej. Zakaj? Ker bo to za nas bolje. Bolj ko vztrajamo v tej zgodbi in iščemo in prčkamo za narcisi, se zgodi kaj? Ogromno, še posebej žensk, je v nekem zadnjem obdobju ravno zaradi iskanja in te gonje
in prepoznavanja narcisov okrog njih, največkrat seveda so za narcise prepoznavale svoje partnerje, so s tem na podlagi tega ostajale in se ohranjale v vlogi žrtve. Torej, kaj je drugega vloga žrtev, kot to, da na nekoga kažeš s prstom in ugotavljaš, kaj vse je z njim narobe in kaj vse bi on moral drugače in kako si ti ob tem bogi. Vloga žrtve. Pozor, če pa še malo bolj po umološko pogledamo in razdelamo zadevo, bi pa celo eno kljukico, en pozitiven drobec našli tudi pri osebah z narcisoidno motnjo. Če mi poznamo svoje delovanje in če mi poznamo delovanje naših možganov, potem se spomnimo skupaj, da je pravzaprav vse tisto, kar najprej vznikne v našem umu, tisto, kar se kasneje lahko realizira v nas in posledično okoli nas. Torej, ali je tudi oseba z narcisoidno motnjo popolnoma zgrešena, ali morda potrebuje nek poriv, moč, znanje, orodja, veščine, zato da bo vse tisto, kar je že neoprijemljivega v njej, tudi uspela ustvariti okoli sebe. In če razmišljamo še naprej, poglejte, kako hinavski so trendi, afirmacije, vizualizacije, meditacije. Ja, oprostite, a niso to vse ljudje, ki nekaj bi, pa bi zato naredili potemtakem čim manj. Torej, to so ljudje, ki ustrezajo opisu, da oni ogromno bi in si že kar predstavljajo, da je, ampak neke akcije pretirane pa v to ne vložijo, razen miselne. To je seveda velika akcija, ampak veliko ljudi to ne ve. Kakorkoli, zavedati se moramo, da so zelo tanke meje med različnimi miselnimi tokovi. Bodimo previdni, kako hitro zagreto kažemo s prstom na koga in zakaj. Morda se bi bilo prej smiselno vprašati, zakaj so pa nekateri tako zelo pograbili tole zgodbo o narcisih. Kaj imajo od tega?